pozdravljeni, spoštovani gledalci. Za zdravje pravimo, da je največje bogatstvo. Toda mnogim žal ni dano, zato so v marsičem omejeni. Med njimi so tudi bolniki, ki trpijo zaradi celiakije. V studiu pozdravljam dr. Jerneja Dolinška, v.d. predstojnika kliničnega oddelka za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, asistenta, pravzaprav kaj ne? Lepo pozdravljeni, gospod Dolinšek. In projektnega vodjo v podjetju Dr. Scher za vzhodno Evropo pri vodilnem evropskem proizvajalcu brezglutenskih izdelkov, Tadeja Ornika, tudi bolnika, kaj ne? Lep pozdrav, seveda najprej bolnika in potem vse tisto, zakaj je prišlo zraven. Ja, gospod doktor, najprej vprašamo vas, kaj je pravzaprav to sploh celiakija? Mnogi se s tem izrazom, s tem nazivom bolezni srečajo zelo pozno. Pravzaprav tudi sam lahko priznam, da sem šele pred morda kakšnim letom izvedel za ta izraz oziroma naziv bolezni celiakija. Ja, celiakija pravzaprav lahko zelo zakomplicirano povemo, kaj je po definiciji. Gre za eno avtoimuno bolezen, genetsko pogojeno bolezen neprenašanja glutena. Ampak če to povemo, nihče ne bo razumel, zakaj se gre. Najboljša definicija za ljudi, da bi vedeli, kaj je neprenašanje glutena, nezmožnost uživanja žitaric, kot so pšenica, ječmen ali rž, kot posledica ene imunske motnje, motnje v naši imunosti v črevesju in pa tudi v celotnem telesu, in se potem bolezen, ko uživamo te žitarice, kaže z najrazličnejšimi znaki. Zdaj, včasih je veljalo, da je bolezen pravzaprav prisotna res samo pri otrocih. Tudi veliko učbenikov je napisano na teme celiakija pri otrocih. Danes se ve, da se večina diagnoz v razvitem svetu postavi pravzaprav pri odraslih. In pravzaprav ne več samo zaradi težav s prebavili, kot bi človek mislil, ker je hrana vzrok, bodo težave strani prebavil, ampak so lahko težave tudi iz strani drugih organskih sistemov. Slabokrvnost, na primer, ali pa kožna simptomatika, težave z ščitnico, celo z jetri, nevrološke motnje, tako da je ogromen spekter težav, ki jih lahko nekdo ima, in je vzrok pravzaprav ta imunska preobčutljivost na gluten, oziroma proteini, ki jih najdemo v žitaricah, ki sem jih prej omenil, torej pšenica, ječmen, rž, nekateri ne prenašajo celo ovsa. Prve anomalije ali pa glavne pa se vendarle dogajajo v tankem črevesju. Največje spremembe vedno odkrivamo v tankem črevesu. V začetnem delu tankega črevesa in v celotnem tankem črevesu ta gluten, ki ga bolnik zaužije, povzročijo uničenje te črevesne sluznice. Na srečo je to uničenje samo prehodno. Ob ustrezni dieti se funkcija črevesja popolnoma normalizira. Tako da je prehodna imunska motnja in res najpogosteje na tankem črevesu, ampak imunski mehanizmi in protitelesa, ki so pri celiakiji prisotna, potem delajo škodo tudi na drugih organih, imenujemo jih tarčni organi, in so lahko težave, ki nastopajo iz strani drugih organskih sistemov, bistveno hujše, morda kot pa to, kar je prizadetost črevesja povzročila. Tako da, na primer, epilepsija ali pa ataksija, torej huda motnja ravnotežja z okvaro možganovine, to so motnje, ki so grozne. In nesreča je v tem, da ko so prizadeti ti tarčni organi, tega ne moremo več povrniti z dieto. Črevo se bo normaliziralo, ti organi pa so prizadeti in uničeni do neke mere. Torej, gluten kot tak ni noben strup, ampak je to odziv organizma, kot pravite, na to sestavino? Tako, gluten nikako ni strup, čeprav evolucijsko gledano človek pšenice ni poznal do pred približno 10 tisoč leti. Predtem pšenice nismo poznali, smo bili nabiralci jagod in pa lovci. No, koliko uspešni smo bili, to je stvar debate. Ampak potem, ko smo začeli kultivirati pšenico, se je razvila ta bolezen. Prej nepripravljen človek je se seznanil z novim proteinom, in tako kot poznamo alergije, na primer na strup čebel ali pa na hrano ali pa morda na cvetni prah, brez in podobnega, tako se je razvila tudi preobčutljivost na gluten. Vendar je imunski sistem pri celiakiji bistveno bolj kompliciran oziroma komplicirano spremenjen in zaradi tega povzroča težave. Sam gluten za večino ljudi na svetu ni strup. Za 1% prebivalstva je pa žal
vzrok za hudo bolezen, ki se imenuje celiakija. Kaj pa je to gluten? Gluten, ja, to je en širok pojem, ki ga uporabljamo. Gluten je pravzaprav pojem za proteine in samo komponento proteinov v pšenici. Oziroma razdelimo ga lahko na njemu sorodne komponente tudi v drugih žitaricah. Vemo, da za bolnike s celiakijo je toksičen oziroma ne toksičen, ampak nevaren gliadin. To je samo ena od komponent proteinov, ki ga najdemo v zrnju pšenice, v alkoholu topna in v pšenici se imenuje gliadin. V rži se imenuje drugače, v ječmenu drugače, naprimer ječmeno hordein, ampak to je eno skupno ime za proteine v žitaricah, ki jih bolniki s celiakijo ne smejo uživati in ki dajejo pšenici in žitaricam to zelo dobro lastnost v pekarski industriji. Ta mehek kruh ali pa testenine, ki so tako vlecljive, lepljive, torej to zlepljenost, ki jo spretno izkoriščamo v živilski industriji, to daje tem žitaricam gluten in zato je tako zelo koristen in uporaben živilski industriji, žal pa za dobršen del naših prebivalcev nevaren. Povedali ste že, na kak način vpliva celiakija tudi in se pojavlja v drugih oblikah, v drugih sistemih v organizmu. Ali so zmeraj takšni tipični znaki ali se tudi pojavljajo v kakšnih drugačnih oblikah? Tipični znaki so idealni za učbenike in za učenje o bolezni. To je vedno idealno. To je, kar bi naj bilo tipično. Žal pa se v zadnjih 10-15 letih pri celiakiji ugotavlja, da je pravzaprav atipično tisto, kar je značilno za celiakijo. Da je razmerje med bolniki, ki imajo tipično obliko z drisko, z slabim napredovanjem, z napihnjenim trebuščkom, z bledico obraza, z slabokrvnostjo v zgodnjem otroštvu, teh je najmanj. Teh otrok pravzaprav bi naj predstavljali 1/10, 1/7 vseh bolnikov s celiakijo. Vsi ostali, torej 9 od 10, pa imajo druge težave, lahko celo zaprtje, lahko občasne bolečine v trebuhu, lahko utrujenost, slabokrvnost, lahko ginekološke motnje, to, kar sem prej našteval. Tako da celiakijo danes prikazujemo v obliki ledene gore. Če vemo, da je ledena gora, da ima vrh samo 1/10 nad površjem morja oziroma nad gladino vode, vse ostalo je skrito spodaj, pa je vendarle nevarno. Večkrat se pogovarjamo o tem, da je za potnike na Titaniku bil usoden spodnji del, ne pa tisto, kar je štrlelo ven. Tako je tudi pri celiakiji. Spodnji del teh atipičnih oblik, tega je bistveno več. Problem teh atipičnih oblik pa je v tem, da je treba na njih pomisliti. Če pomisliš, saj ne more biti celiakija, ker ti izgledaš normalno, potem seveda ne boš prišel do diagnoze. Ameriški celiakaši so pravzaprav statistično, zadnje neke študije kažejo, bolj debeli kot povprečje, oziroma sigurno niso vsi shujšani. In če bi jih smatrali, torej, saj ti ne moreš imeti celiakije, ker izgledaš dobro prehranjen, bi zgrešili veliko večino bolnikov. In zaradi tega je potrebno o tej bolezni dosti govoriti. Ljudje hodijo, spet statistike, kažejo 10-11 let odrasli ljudje od zdravnika do zdravnika, preden se jim postavi diagnoza, pa so že imeli težave. Pri otrocih je to obdobje bistveno manjše, ker smo pediatri senzibilizirani za to bolezen. Ampak hodi 10 let od zdravnika do zdravnika, to so britanske študije. Torej, zahodni svet, ki ima vso diagnostiko na voljo, je pa kar dolga doba in seveda v tem času lahko pride do zapletov oziroma do razvoja zapletov. Kaj to pomeni, da se bolezen prikriva na nek način oziroma poteka tudi brez bolezenskih znakov? Ali pa s tako blagimi, da gremo k dermatologu. Seveda dermatolog ne more takoj pomisliti, da gre za eno sistemsko obolenje, ki nastaja zaradi uživanja glutena. To je zelo težko verjeti, predvsem, če ti še učbeniki o tem ne pišejo dosti. Ampak znanje, ki napreduje in raziskave, ki se kažejo, pa vendarle kažejo, da je treba pomisliti. Da je treba pomisliti tudi, če so nespecifični znaki. Mi smo delali pred časom eno raziskavo, kjer smo gledali sorodnike bolnikov s celiakijo. Nekdo v družini ima celiakijo in znano je, da 10% sorodnikov bi naj zbolelo s to boleznijo, ker gre za gene. Geni igrajo pomembno vlogo. In večina tistih, pri katerih smo odkrili, torej mi smo imeli otroke, pa smo pri staršu ali pa pri stricu odkrili celiakijo, ni imela nekih hudih težav.
celo niso šli k zdravniku zaradi težav. Ko pa so prešli na dieto, potem ko smo diagnozo postavili na pravi način, torej z biopsijo, so rekli, da se nenadoma počutijo bistveno bolje. Različne pragove imamo za to, ali gremo k zdravniku ali ne. Marsikaj smo ljudje pripravljeni potrpeti, sej ni hudo, sej bo, pa še zdravnikov se bojimo. No, ja, pa v današnjem sistemu je tudi medijski linč na zdravniki kar precejšen, ne, in potem pač ne grejo nekateri k zdravniku. Ampak, ko preidejo na dieto, se počutijo bolje in vidi se, da so leta in leta trpeli po nepotrebnem. Kajti dieta jim izboljša življenje, kvaliteta življenja se dvigne. Kdaj se ta bolezen najpogosteje pojavlja? Ja, stari učbeniki bi rekli takoj po prehodu na prehrano z pšenico. Okrog preloma tisočletja se je govorilo, da vsekakor to ni več zgodnje otroštvo, ampak nekje otroštvo po 4. letu. No, zdaj pred kratkim mi je prišla v roke ena študija, kjer so v Združenih državah Amerike večino bolnikov odkrili v starosti 45 let. Torej, predtem ti ljudje niso imeli težav ali pa kratkotrajne težave. Torej, ne v otroštvu, ni pravila. Mi vemo, da imajo vlogo geni, mi vemo, da igra vlogo gluten, mi vemo, da se vse dogaja na imunskem sistemu, ne vemo pa, kaj privede do sprožitve tega zapletenega sistema. Nekdo lahko ima vse to in so bili zaradi nekaterih drugih razlogov testi opravljeni ali pa je kri shranjena zaradi neke druge bolezni. In vemo, da so izvidi bili negativni, ko je bil ta človek star 10 let, pri 30 pa zaradi nekih težav naredimo še enkrat teste in odkrijemo, da je celiakija. Pa vendarle, ko pogledamo nazaj, vidimo, da takrat ni bila. Kaj je pa povzročitelj, kaj je ta sprožilec, tega pa ne ve nihče. Gospod Tadej Ornik, kdaj se je pri vas začela pojavljati bolezen? Kakšni so bili znaki? Nekje konec osnovne šole so se pojavljali tisti prvi znaki, nenapredovanje v rasti, torej bil sem manjši, določene težave s prebavili, diareja in tako naprej. In jaz sem bil eden izmed tistih srečnih, ki so jih kaj hitro pediatri postavili pred diagnozo, kajti za bolnika s celiakijo se praktično po diagnozi življenje normalno posem začne. Kajti vse te težave povezane z boleznijo takrat izginejo, kar pomeni, jaz sem v relativno kratkem času zrastel nekje na normalno višino, tudi vsi ostali te težave so se pojavile, tako da zdaj me recimo želodec zapeče samo takrat, ko moram iti do šefa, drugače pa ni neke sile, ampak to se verjetno zgodi tudi vsem tistim ostalim državljanom, ki nimajo seveda ničesar povezanega s celiakijo. Je pa seveda na drugi strani v tistem trenutku, ko je postavljena celiakija kot diagnoza, celiakaš pred eno veliko dilemo, kaj lahko jem in česa ne smem jesti, kajti pomemben del, ki ga opravljajo zdravniki, je diagnoza. Drugi del, izjemno pomemben za bolnika, pa je to dosledno držanje diete, kajti pri tistih bolj občutljivih lahko že zelo malenkostne količine glutena v prehrani povzročijo seveda ponovno težave. Vam je bilo težko prejiti z tiste hrane, ko ste lahko vse uživali potem na brezglutensko? Mislim, da niti ne, kajti v tistem trenutku, ko je bila postavljena diagnoza, je bilo toliko zanimivosti, kako iz brezglutenske moke speči kruh in pa takšne zadeve, ki so ti zaposlovale da ne vem, nikoli nisem razmišljal o tem, ali je težko ali ne, ker mislim, da bolniki s celiakijo mogoče prevečkrat sebe po diagnozi vidijo v neki solzni dolini, češ kaj se nam je zgodilo. Namesto da bi na drugi strani to, da so nam zgodaj odkrili bolezen, videli kot eno... Bili veseli, ne? Bili veseli, saj ne boš kasneje imel nobenih komplikacij. Jaz se spomnim našega prvega poskusa doma z brezglutenskim kruhom, tam dobrih 20 let nazaj so bile moke precej slabše, kot so danes. In ta kruh je bil takšen, da prve pol ure je recimo bil pogojno užiten, na to po dobre pol ure si ga pa lahko uporabil tudi za opeko. Glede na to, da je gospod doktor povedal, da gre tudi za dedne posledice, ali je kdo v vaši družini morda tudi zbolel za celiakijo oziroma imel že prej? Zaenkrat ne, vem, da pri moji nečakinji so opravili ta test, vendar v ranem otroštvu ni imela pozitivnega testa. Glede na to, da pa imam jaz pozitivni gen za celiakijo, morda, ne vem, bo se pri komu tudi kasneje odkrilo, vendar...
Upajmo, da ne. Smo majhna družina, tako da tista statistika 10% je recimo možna pri družini z 5, 6, hitreje kot pri eni takšni 3-4 nakupa. Gospod doktor, omenjali ste preiskavo krvi. Na kak način poteka diagnostika? Ja, na začetku sem povedal, treba je posumiti. Če bomo celiakijo iskali, jo bomo našli, jo bomo odkrili. Seveda imamo orodja, temu se rečejo serološki testi oziroma preiskave krvi, v katerih določamo protitelesa, in pa biopsija sluznice tankega črevesa. Protitelesa, ki jih določamo pri celiakiji, so zadnje čase vedno bolj zanesljiva. V krvi se določa lahko več vrst protiteles, gre za preprost odvzem krvi, kot ga vsi poznamo, in v nekaj dneh lahko dobimo izvid o prisotnosti protiteles, ki so res zelo značilna za celiakijo. Teh protiteles običajno ne najdemo pri drugih boleznih. Zanesljivost teh testov je med 95 in 99%, vendar pa po pravilih stroke, po pravilih Evropskega združenja za pediatrično gastroenterologijo in prehrano ter hepatologijo, je potrebno to potrditi z biopsijo sluznice tankega črevesa. To lahko naredimo z gastroskopijo oziroma z endoskopskimi preiskavami. Odvzamemo košček tkiva tankega črevesa, ki se pogleda pod mikroskopom zelo natančno in se ugotovi stopnja poškodovanosti črevesne sluznice. Torej, ko imamo serološke teste, dokaz prisotnosti protiteles, in ko imamo opravljeno to biopsijo, lahko z 99,999, kar v medicini nikoli nič ni 100%, rečemo, da nekdo ima celiakijo. In tukaj so te smernice evropske, tudi ameriške in tudi druge dežele sledijo podobnim smernicam, zelo natančne, in v takem primeru, ko diagnozo potrdimo, velja za doživljenjsko in je tudi doživljenjsko potrebna stroga dieta. Tendence so, da bi morda zmanjšali število preiskav ali pa invazivnost preiskav. Če bi se lahko nekako izognili biopsiji sluznice tankega črevesa, bi se izognili gastroskopiji. To je neprijetna preiskava. Kdor je že preživel gastroskopijo, pa preživijo vsi, ve, da je preiskava ni med prijetnejšimi na svetu. Naporna. Ja, tako za tistega, ki jo izvaja, predvsem pa za bolnika, ne. In poskuša se odkriti metode, ki bi omogočale z zelo, zelo, zelo visoko zanesljivostjo postaviti diagnozo brez biopsije. Zato se dodaja v diagnostiki, in to mi rutinsko lahko izvajamo tudi na naši kliniki, genetske preiskave. Prej ste slišali, da je Tadej rekel, da ima gene za celiakijo. To se rutinsko izvaja že nekaj let in je zelo zanesljiva metoda, ki pa ne pove vsega. Doda samo kamenček k mozaiku, in zadnje čase se razvijajo novi sistemi, kjer bi lahko iz morda celo kapljice krvi dobili podatek o protitelesih in o genih. To bi pa, če bo prišlo do spremembe, in jaz mislim, da bo v nekem času prišlo do te spremembe, medicina želi biti čim manj invazivna, čim manj naporna za bolnika, bomo torej čez nekaj časa lahko iz kapljice krvi z zelo visoko zanesljivostjo potrdili diagnozo. Mi smo vključeni v en velik raziskovalni projekt na tem področju, naša klinika, in rezultate pričakujemo v 2-3 letih. To je Evropska unija pravzaprav financira celoten projekt, kjer sodeluje več kot 20 različnih centrov, od nanotehnologije, računalniških centrov do medicinskih centrov, in jaz upam, da se bojo izboljšali časi. Že zdaj je na voljo en hiter test, kjer iz kapljice krvi dokazujejo protitelesa proti tkivni transglutaminazi. Ne morem reči, da je zveličavno zanesljiv, pa vendarle v določenih področjih, kjer testov nimajo, sploh nimajo klasičnih testov na voljo, in mi govorimo o Evropi, ki je tako različno razvita, ti testi izredno pomagajo. Tudi meni moram reči, da je zelo dober pripomoček, ko pride en majhen otrok z simptomi, ki bi lahko govorili za celiakijo, pa vzamemo kapljico krvi in že čez 5 minut vidimo, ta test je pozitiven, verjetno za celiakijo je velika, se izredno hitro lahko odločamo za nadaljne preiskave. Če pa bi jaz imel v rokah test, ki iz kapljice krvi že potrdi diagnozo in ne rabim biopsije, če se bo to izkazalo za resnično, bo pa to zelo dobro, ker takrat si bomo lahko vzeli ne čas za opraviti preiskave, ampak za pogovor o dieti. Tega nam zmanjka. Prej smo slišali, da smo mi izredno hitri in spretni pri postavljanju diagnoze.
Potem pa se pred bolnika postavi težava, kako živeti brez glutena. Za ta del pa zdravnikom pogosto zmanjka časa. Zato je potrebno in angažiranje medicinskih sester, angažiranje dietetikov, pa še to običajno ni dovolj. Potrebno je sodelovanje društva za celiakijo, torej ljudi, ki imajo iste težave, ki prenašajo to informacijo naprej, in seveda je potrebno tudi tukaj, da tudi druge inštitucije pripomorejo k kvaliteti življenja. Diagnosticiranje je napredovalo, kaj ne? Od začetka, ko je bila prvič ugotovljena ta bolezen, verjetno pred desetletji. Kdaj? Prvi opisi segajo že par tisoč let nazaj, ampak pustimo zdaj to. Za gluten se je ugotovilo, da je škodljiv leta 1950. Prve biopsije so delali okrog leta 1960, malenkost prej, prva protitelesa pa so začeli uporabljati okrog leta 1980. Ampak še takrat niso bila zelo zanesljiva. Visoka zanesljivost je nekje po 90. letu, tako da v 20 letih zadnjih 20 so se pojavili novi testi, ki pa napredujejo. Če je bila začetna zanesljivost okrog 90% in smo bili zelo veseli, zdaj se približuje blizu 95 do 99%. 100% testov v medicini ni. Vedno je potrebno pogledati človeka. Človek ima težave in je vedno možno mnogo bolezni in samo ena izmed njih je celiakija. Ampak z novimi metodami, z napredkom medicine je za pričakovati tudi tukaj preskoke naprej. Z začetkom uživanja glutena, ste rekli, se lahko začnejo pojavljati težave, torej že pri majhnih otrocih, nekaj mesecev starih. Ali diagnosticiranje poteka na isti način? So uporabljene iste metode pri otrocih kot pri odraslih? Pri vseh bolnikih, pri katerih postavimo sum na celiakijo, lahko uporabljamo iste metode. Protitelesa. Imunski sistem otroka je izredno zgodaj, zelo sposoben spoznavati, kaj je dobro in kaj je slabo. Kaj pa protitelesa? Biopsijo seveda je človeka mogoče preseneti, kakšna je prebavna cev malega otroka, ampak imamo posebne endoskope, ki so bistveno tanjši tudi za male otroke, tako da jih lahko brez težav napravimo tudi pri nedonošenčkih te preiskave. Mi pa vendarle govorimo sedaj o otrocih, ki so stari tam okrog pol leta do enega leta. Pri njih lahko brez težav trenutno, mi imamo na voljo najmanjše endoskope, kar so pač na tržišču, je lahko res brez težav naredimo biopsijo. Seveda otrok tega ne razume in doživlja zelo travmatično, zato se trudimo, da bi mu to travmo čim bolj zmanjšali, torej da preiskava poteka v čim bolj mirnih okoliščinah, podpomirjevali. To je trend, da se čim manj invazivno postopa z otroci, ki so že tako ali tako prizadeti zaradi bolezni. Glede na to, da je okoli 10% bolnikov tudi v domači družini ali v sorodstvu med tistimi, ki so zboleli za celiakijo, ali je dobro, da tudi drugi sorodniki preventivno morda opravijo te teste, to diagnostiko na celiakijo? Vsi otroci, ki se vodijo v naši gastroenterološki ambulanti na naši kliniki, vsem staršem in sorojencem mi priporočamo, da opravijo te preiskave. Lahko jih opravijo tudi pri nas in jih opravimo. Opravimo tako serološke teste, torej dokazujemo eventualno prisotnost protiteles in pa vedno tudi genetske preiskave. Da sploh vidimo, ali oseba ima gene, ki povečajo tveganje za celiakijo, ali jih nima. Ker če jih nima, je celiakija praktično neverjetna. Tako da je smiselno. Smiselno pa je, da se teste opravi vendarle pod nadzorom. Prej smo se pogovarjali o tem hitrem testu. Ta hitri test je verjetno na voljo tudi v lekarnah, da si ga človek kupi sam. Ampak ga ni ravno najenostavneje interpretirati. In če pridemo do lažne interpretacije, mislimo torej, da imamo celiakijo, pa začnemo uživati brezglutensko, ali pa mislimo, da nimamo celiakije, pa vendar test bil narobe interpretiran, pa jo imamo, lahko pride do napake. Zato je smiselno, da se vse sorodnike preveri, ali imajo celiakijo, vendar naj se to prepusti strokovnjakom. Da ne bi z domačimi poskusi zavedli koga v napačne diagnoze in v napačne smeri. Kaj pa nekdo, ki ima denimo prebavne težave že morda več let in sedaj sliši to, kar govorimo, pa se morda odloči, da bo začel poskusno uživati brezglutensko hrano, pa njegova bolezen še ni bila diagnosticirana. Ali se lahko zabriše potem, če bi poskusili raziskati, ali gre za to bolezen? Ja, na vsak način je nesmiselno preiti na dieto brez potrditve diagnoze. Gre za
kar ekstremno dieto. In gre za to, če je pravilno postavljena diagnoza, je dieta potrebna za celo življenje. Če nekdo preide sam, spontano na dieto in se mu stanje izboljša, bo seveda zelo težko ga prepričati, da bo začel ponovno uživati pšenico. Slika tako krvnih preiskav, kot pa tudi ob biopsiji je pa lahko tako zabrisana, da potem ni zdravnika, ki bi lahko potrdil diagnozo. Geni sami se ne bodo spremenili, ampak ti niso dovolj. Gene, ki predisponirajo za celiakijo, lahko dokažemo, pa vendar vemo, da vsi, ki imajo te gene, ne bodo razvili celiakije. In tako, da v primerih, ko nekdo pomisli, morda tudi na podlagi res takih oddaj, kot jih imamo, začne uživati dieto, se počuti boljše, reče, saj pa jaz imam to, nikoli ne bom mogel zanesljivo vedeti, ali je celiakija ali ne. Pri takih ljudeh obstaja tudi težava, da kasneje vendarle razmišljajo o tem, da mogoče pa ni nujno potrebna stroga dieta in začnejo delati občasne prekrške. Zaužijejo malenkostno količino pšenice, pšeničnih izdelkov in nimajo težav. Vendarle nimajo težav zdaj, morda ne jutri, vendar čez nekaj let lahko pride do zapletov. Diagnoza ni bila postavljena pravilno, dieta v takih primerih tudi ni nujno, da bo striktna in stroga, ne bo pravilna, ker že diagnoza v osnovi ni bila postavljena tako, kot je treba, in potem bo ta oseba trpela dolgoročne posledice. Zato je diagnoza celiakije spada v roke specialista, gastroenterologa, pediatra ali internista, odvisno pač od starosti. Ampak prehitri zaključki niso v redu. Gre za hudo bolezen, ki traja celo življenje in jo je le treba narediti po pravih predpisih. Pavšalne ocene, saj jaz imam celiakijo, ker se bolje počutim, ko jem brezglutensko hrano, so preveč tvegane. Glede na to, da pravite, da lahko diagnosticiranje poteka tudi 10 let, kaj pa oblika, ko je brez bolezenskih znakov celiakija, kakšna je tedaj denimo krvna slika, pa tudi kaj se dogaja s črevesno sluznico? Tudi če ni velikih težav, velikem odstotku vendarle protitelesa so prisotna in sluznica je okvarjena. To sta tudi temeljne diagnoze, vse drugače ne moramo postaviti. Tako da tudi, če ni resnih težav, pa vendarle lahko z preiskavami ugotavljamo, da imunski sistem je vklopljen in vendarle vidimo, da črevesna sluznica je okvarjena. Torej, samo vprašanje je praga za razvoj težav oziroma časa, kdaj bodo izbruhnile. Ampak se mi zdi, da pravzaprav bolniki, ki imajo malo težav, so izpostavljeni večjemu tveganju. To je, kot da bi morda karikirano povedati, kot da bi se vsakodnevno uščipnili na enem mestu 100-krat, če zaužijemo nekaj navadnega kruha, pa imamo celiakijo, samo ne vemo ali pa nimamo hudih težav. Človek si lahko kar predstavlja, da po nekaj dneh bo tukaj grda sprememba, po nekaj letih pa si predstavlja, da bo huda sprememba nastopila in podobno je v črevesju. Črevesje je seveda skrito, mi ne vidimo, kaj se dogaja noter, mi imamo samo posredne znake, driska je posredni znak, ampak lahko je tudi zaprtje. Lahko pa občasno napenjanje ali pa občasne bolečine, ampak imunski sistem je vklopljen. In seveda protitelesa krožijo po celem telesu in lahko uničijo tkivo kje druge. Male težave, na dolgi rok, veliki zapleti. In ravno ljudje, se mi zdi, ki imajo male težave, so tisti, ki bodo tudi prekrške delali kasneje. In to ni dobro. Res mora biti dieta striktna, to včasih premalo poudarjamo. Pravzaprav sem bolj vesel bolnika, nikoli nisem vesel, če je nekdo bolan, ampak če že mora biti, ki ima svojo biološko uro, zaužije nekaj glutena in že čez 5 minut je na stranišču. Ta človek ima svoj biološki obrambni mehanizem tako dobro zorganiziran, da nikoli več ne bo poskusil nekaj, kar je glutenska. In to je dobro, ker bo potem tudi do teh stranskih učinkov glutena samega oziroma zapletov na drugih organih ne bo prišlo. Medtem ko en mladostnik, ki reče, sej, kaj pa mama govori, pa se ta zdravnik ne ve, zakaj se gre, sej grem jaz s prijatelji ven na eno pico, pa sej ne bo nič in morda res ni nič. Ampak ta mladostnik je star 20 let ali pa 15, čez 40 let, ko bo imel pa osteoporozo, pa avtoimuno obolenje ščitnice ali pa kakšenkoli drug hud zaplet, bo prepozno. On samo je imel nesrečo, da ni imel biološke ure vklopljene na nizkem pragu. In teh se jaz bistveno bolj bojim in mladostnikov še prav posebej, ker jim je treba res razložiti, da pač ta bolezen je prisotna in da se da zelo normalno živeti
Samo diete se je treba držati. Ampak mladostniki eksperimentirajo, vse veste, s čem se eksperimentirajo, kaj ne bi z glutenom, ne? Če vsega ostalega, ki je bistveno bolj nevarno, vsakodnevno na njihovem repertoarju. In je tu treba ta zdravstveno vzgojni moment res treba razviti do najvišje možne stopnje in zavest o pomembnosti celiakije in o pomembnosti diete tudi. Kaj pa, denimo, da vse življenje ni ugotovljena ta diagnoza, da toliko časa traja ugotavljanje, nekateri ljudje verjetno tudi umrejo s celiakijo, ne? Neverjetno, ampak gotovo. Ja, mora se dogajati. Mora se dogajati, ampak sama bolezen po sebi, ne, v tisti obliki, ko bi sama vodila v smrt, torej zaradi hude driske, zaradi hude dehidracije, zaradi hude oslabelosti, si pa v razvitem svetu skoraj težko predstavljam, da bi šla neprepoznana, čeprav se mi zdi, da pa vsake toliko preberem nekaj o tem, ne. Ampak sama bolezen torej ne bi smela biti smrtna. Če so smrtni, so lahko njeni zapleti, ne navsezadnje nezdravljena ali pa neustrezno zdravljena celiakija lahko privede do razvoja raka na tankem črevesju. In seveda to je v visokem odstotku smrtno. Ampak to so zapleti. Sama bolezen pa bi morala biti prepoznana oziroma mi moramo narediti vse, da bo prepoznana pri vsakem, ki ima težave, ne. In zaradi tega je dobro, da se o bolezni govori in da se razmišlja o njej in da se na njo pomisli, tako v strokovnih krogih, kot tudi med ljudmi. Kot smo prej povedali, to je bila včasih domena pediatrije. Celiakija se pojavlja pri otrocih. In seveda je težko spremeniti. Zdravstveni sistem je tudi, se nenehno sooča s novostmi. Ampak tudi ljudje, ki pridejo k zdravniku, pa rečejo, kaj pa če bi bila celiakija? Saj to ni nič narobe, če človek sam opozori že vnaprej, da misli na podlagi tega, kar je slišal iz medijev, iz strokovne literature, od sorodnikov, znancev, o celiakiji, da bi lahko to bilo pri njem prisotno, bo zdravnik z veseljem prisluhnil. Če je na voljo še kakšna dodatna literatura, tudi to ni nič narobe. Bistvo je na koncu, da pomagamo čim več ljudem, eni in drugi. Gospod Tadej, vi ste nam prinesli kar nekaj brezglutenskih izdelkov, kaj ne? Katere stvari pravzaprav celiakaš lahko uživa oziroma katerih ne sme uživati? Gre za to, da najprej seveda iz prehrane potrebno izločiti vse izdelke iz pšenice, ječmena, rži in po nekaterih raziskavah tudi ovsa, kar pomeni seveda, da je potrebno običajne testenine, običajno moko, običajni kruh nadomestiti z brezglutenskimi, ki so pripravljene iz posebnih sestavin, največkrat iz koruze, riža, krompirjevega škroba in še česa drugega, pač sestavljeno v takšnih odmerkih in seveda v kontrolirani proizvodnji, da na to ima videz normalnega kruha in okus normalnega kruha ali pa normalne moke. Vendar to je en del izdelkov, ki jih celiakaš vsak dan uporablja v svoji prehrani. Torej, bom rekel, ta lažji del, kar lahko, ne vem, običajne kekse zamenja z brezglutenskimi keksi. Večji izziv je seveda prepoznati, kje se gluten skriva v preostalih običajnih prehranskih izdelkih, torej sirih, salamah, čokoladah, jogurtih in še in še. V zadnjem času velikokrat slišimo, ne vem, da so popularne stvari kot, ne vem, z dodanimi žitaricami ali tako naprej. Za celiakaša na drugi strani pa seveda to tisto, čemur se mora izogniti, kar pomeni, da mora res pri vsakem izdelku, po katerega gre v trgovino, bolj ali manj brati deklaracije. Tukaj pa seveda veliko pomoč tudi Društvo za celiakijo, ki 2-krat na leto v Sloveniji opravlja teste na vsebnost glutena v različnih prehranskih izdelkih in na to seveda sestavlja določene liste, ki jih bolniki lahko dobijo na sedežu Društva za celiakijo. Kar pomeni, na eni strani je dieta sestavljena iz posebnih izdelkov in na drugi strani iz recimo tistega izbora običajnih prehranskih izdelkov, za katerega vemo, da ne vsebuje glutena. Je pa seveda kriterij za to, kaj je brez glutena, zelo strog. To je kriterij za brez glutena je 20 mg na kilogram oziroma 20 delov na milijon. Kar pomeni, da brezglutenska moka mora vsebovati manj kot 20 mg na kilogram glutena, medtem ko vemo, da na drugi strani pa običajni pšenični kruh vsebuje 72.000 mg na kilogram glutena, kar 3600-krat več od
recimo te meje, kar pomeni v primeru, da pojem košček navadnega kruha, seveda svoji sluznici naredim pa zares velikansko škodo. In ravno tukaj nastopi ta največja težava, in sicer pri bolnikih, ki niso senzitivni, ki lahko dobijo manjše količine glutena v svoj sistem in seveda takoj ne občutijo, da je kaj narobe, kajti recimo razne paštete, čokolade, salame in še marsikaj lahko v nekih manjših sledeh pa vsebuje gluten. In če potem seveda naredimo kakšen dietni prekršek, ker smo, ne vem, kuhali brezglutenske in glutenske testenine, pomešali oboje z isto žlico, nato pojedli še kakšno salamo, ki ima malo glutena. Tudi to je pomembno. Higiena pri pripravljanju. Seveda v kuhinji celiakaša mora biti kar en red. Mi priporočamo, da so brezglutenski izdelki nekje na zgornji polici, kar pomeni, da če se karkoli rasuje, se brezglutenski izdelek rasuje na glutenskega izspodaj in ne obratno. Na drugi strani je seveda potrebno iz kuhinje izločiti vse lesene predmete, kajti vemo, da je les porozen in če uporabljamo nekje običajno moko, se bo ta zažrla v ta les in je nikoli ne bo mogoče povsem očistiti, kar pomeni, da je treba te lesene dele zamenjati za plastiko. Na to je seveda tudi pri pripravi potrebno razmišljati o tem, lahko uporabljamo isto posodo, kar ti gluten se seveda izpere, ampak seveda, da pri samem kuhanju obroka ne uporabljamo istih žlic ali pa noža ali pa vilic za rezanje ali pa mešanje glutenske in brezglutenske. Koliko pa so uporabni izdelki, na katerih piše, da so v njih sledi glutena? To je pa, bom rekel, za celiakaša praktično loterija. Pred nekaj leti je namreč Evropska unija sprejela ta odlok, da morajo biti na embalažah prehranskih izdelkov označeni alergeni, ki so lahko v njih prisotni. Mislim, da je zdaj teh alergenov na listi nekje 13 ali 14. Najpogostejši so gluten, nato laktoza, kakšni oreščki in tako naprej. Težava pa je v tem, da seveda večji predelovalni obrati, ki izdelujejo veliko različnih izdelkov, zaradi procesa proizvodnje ne morejo garantirati, da določen izdelek nečesa ne vsebuje, ker ne vem, lahko se zgodi, bom rekel, čisto tako, da je ena velika proizvodnja za čokolado, najprej proizvaja čokolado z vaflom, v kateri je gluten, in nato naslednji proizvod, ki se dela, pa je navadna čokolada, v kateri samo po sebi sicer ni glutena, ampak med prvim in drugim proizvodnim procesom ni bilo takšnega čiščenja, da do kontaminacije ne bi moglo priti. Ker pa seveda proizvajalci zdaj to morajo deklarirati, pa se jih je velika večina kar znašla in nekje na rob embalaže napisala, lahko vsebuje sledi. Torej je bolje za celiakaša, da takšnih živil ne uživa. Osnovni nasvet vsem celiakašem je, če v kaj nismo prepričani, potem tega raje ne uživajmo. Vendar na drugi strani analize, ki pa jih je opravilo Slovensko društvo za celiakijo, pa kažejo, da tudi nekateri izdelki, ki imajo napisano, lahko vsebujejo sledi glutena, glutena praviloma nimajo ali ga pa imajo v majhnih količinah. Na drugi strani pa res, če bom pojedel 10 gramov čokoladice, na katere piše, lahko vsebuje sledi glutena, bom sebi naredil manjšo škodo, kot recimo, če bom pojedel obrok iz koruzne moke ali pa polente, ki je pa visoko kontaminirana z glutenom. Namreč veliko ljudi v začetku svoje diete pravi, mogoče bom pa zamenjal pšenično moko s koruzno moko ali pa ajdovo moko. Najboljši so takšni domači mlini. Sam sem se pred nedavnim odpeljal v en ta mlin, ki je med drugim tudi proizvajal ajdovo moko, ampak ko sem jaz ta mlin videl vse v belem, torej vse od pšenične moke in tako naprej, ugotoviš, da tudi ta ajdova moka, ki je res načeloma narejena iz čiste ajde, ne more biti nekontaminirana, ker se melje v istem mlinu, kot se je imela predtem pšenica, ker mlin, kot bi rekli naši bratje Srbi, vrišti od glutena in tako naprej in tako naprej. In potrebno je seveda
največja pozornost v dieti posvetiti tistim proizvodom, ki jih največ uporabljamo in ki jih jemo vsak dan. Kaj pa pomeni teh 20 ppm-ov? Jer največkrat poudarja, da meja za gluten je miš v primerjavi z Mount Everestom. Takšna je razlika. Ali obstajajo v Sloveniji trgovine namenjene dietni prehrani? Zgolj dietni prehrani? Zgolj dietni prehrani ne, vendar je pa Slovenija po mojih izkušnjah ena izmed bolje organiziranih držav pri zagotovitvi brezglutenske prehrane, saj v Sloveniji ni večje verige trgovin, ki ne bi imela na svojih policah izbora brezglutenskih izdelkov. V tujini je to redkost. Vendar tukaj pa pride seveda do razlike to, da pa pri nas, predvsem za odrasle bolnike s celiakijo, država zares ni poskrbela. V številnih tujih državah države pomagajo bolnikom s celiakijo, da lažje in ceneje pridejo do brezglutenskih izdelkov. Kajti brezglutenski izdelki so dražji od običajnih izdelkov. Če stane običajna moka manj kot evro, stane brezglutenska skorajda 4 evre. Razlogi so seveda takšni, da je proizvodnja precej bolj komplicirana, da je potrebno nadzirati proizvajalce, recimo koruze, že od štarta, že z njive, kar pomeni, da nikjer v procesu od pridelave koruze do skladiščenja, do mletja, do preden pride do tovarne, do proizvodnje brezglutenskih izdelkov, da nikjer v tem procesu ne pride do kontaminacije. To je neke vrste, lahko rečemo, skoraj da kot farmacevtska proizvodnja, čeprav na drugi strani gre za običajno živilsko industrijo, seveda številnimi laboratorijskimi testi. In na to posebno mora biti tudi embalaža. Kot vidite na teh izdelkih, embalaža ne diha, ampak je embalaža takšna, da je ta izdelek lahko postavljen zraven pšenične moke v običajni trgovini in tudi, če se bo ta pšenična moka razparala, se ta izdelek ne bo kontaminiral. In veliko je takšnih momentov, ki seveda garantirajo, da je brezglutenski izdelek zares brezglutenski. So pa dražji, povprečju 3 do 4 krat, kar pa seveda za recimo povprečno slovensko plačo pa predstavlja kar precej še velik znesek. Ste hoteli reči, da slovenska država sploh ne pomaga vam celiakašem, ali vendarle so kakšni dodatki, kakšni recepti tudi morda pri zdravniku za moko? Ne pomaga otrokom. To še izhaja iz tistih časov, ko je bila celiakija v Sloveniji tretirana kot otroška bolezen in takrat so, mislim, da leta 95-96, na podlagi dobrega dela Društva za celiakijo je bilo izborjen ta otroški dodatek oziroma dodatek za nego otroka. Mislim, da dobijo v višini cirka 80 evrov starši otroka s celiakijo. Za odrasle bolnike pa v ničemer ni poskrbljeno, kar pomeni nobene bonitete ni. In kot smo nazadnje videli eno raziskavo, ki je upravilo prav Slovensko društvo za celiakijo, v povprečju porabi oboleli s celiakijo tamle med 80 in 100 evri brezglutenskih izdelkov na mesec. Za običajne izdelke bi plačal 15-20 evrov, odvisno od trgovine in pa znamke, ki bi jo kupil. In v številnih evropskih državah tukaj je zdravstvena blagajna priskočila na pomoč, recimo sistem v Italiji, v naši sosedi. Tam dobi vsak oboleli s celiakijo na mesec recept, nekje v vrednosti 100 evrov. S tem receptom odide v apoteko in si v apoteki nabere brezglutenskih izdelkov za celoten mesec. Na Hrvaškem dobijo bolniki s celiakiji brezplačno brezglutensko moko, podobno v Srbiji, Črni gori. Na Slovaškem država pomaga z subvencijo pri brezglutenskih izdelkih, kar pomeni, da država poskuša skriti tisto razliko med običajno in pa brezglutensko moko, kar pomeni, da sofinancira v višini 80% določeno količino brezglutenske moke na mesec, kruh v nekatero manjših odstotkih, kajti vemo, da moka je tista osnova, iz katere se da narediti vse ostalo, torej kruh in tako naprej. In je tisti osnovna surovina, zato so številne države poskrbele za to. Pri nas žal ne. In v današnji situaciji, ko vemo, kakšna je, zagotovo sem prepričan, da je številni celiakaš v precej veliki stiski, ko se mora odločiti med tem, ali se bo držal diete ali ne. In velikokrat se tudi zaradi financ ne more ali pa jo krši.
Gospod dr. Dolinšek, vi ste menda tudi član Evropskega združenja zdravnikov, ki raziskujete in pomagate bolnikom s celiakijo. Ali si to združenje prizadeva tudi v tem smislu, o čemer govorite zdaj, ali gre le za raziskovanje, diagnosticiranje? No, na srečo sem jaz kar v obeh. Sodelujem tako v Evropskem združenju društev za celiakijo, kamor je vključeno Slovensko društvo za celiakijo, ki je kar precej aktivno in je marsikaj doseglo. Po drugi strani pa smo vključeni v velik raziskovalni projekt. Vendar raziskovalni projekt ima za svoj cilj predvsem raziskovanje novih tehnologij pri diagnosticiranju celiakije in pa tudi za predajanje znanja iz razvitega sveta v manj razviti del Evrope, kjer seveda je tudi ta osveščenost, ozaveščenost o potrebnosti zgodnje diagnoze in pa o potrebnosti diete. Vendar tam gre bolj ali manj za raziskovalno in za medicinski problem, ki ga predstavlja celiakija. Medtem kot društva, torej Združenje evropskih društev, poskuša pomagati in preverja, kakšno je stanje po posameznih državah in daje neka priporočila, vendar silne moči, da bi lahko kaj spremenila, zaenkrat nima v taki obliki, kot deluje sedaj. So ta društva oziroma društvo na, rečimo, evropskem nivoju lahko izredno močna. Če ima celiakijo 1% prebivalstva in vse študije kaže na to, to ni zanemarljiva številka, to so ogromne številke in tukaj je moč oziroma argument, lahko celo argument moči. Ogromno nas je, dajte nam prisluhniti. Vsaka država si pridržuje neko pravico, da bo naredila po svoje, vendar pa to, kar je povedal prej Tadej, torej, da je urejenost po različnih deželah različna in Slovenija ne spada med revne, med zelo revne države, pa smo slišali, da naše bivše republike oziroma republike bivše skupne države imajo za odrasle drugače in boljše urejene kot mi, se pa seveda moramo vprašati, zakaj tukaj zaostajamo. Na področju oskrbe otrok, jaz sem pediater še enkrat, je dobro poskrbljeno. Takrat, ko je veljala bolezen za bolezen otroške dobe, so bili tudi ti dosežki doseženi. Ampak mislim, da bi naša država morala prisluhniti tudi tukaj. Glejte, slišali smo, koliko stane ta dieta. V današnji situaciji odpuščanj in nizkih plač oziroma groženj zamrznitev in vsega drugega si ljudje dajo na tehtnico, kaj bodo, ali bomo skrbeli za dieto in kupovali drago hrano, ali bomo zavestno delali prekrške. Nekdo bo rekel, pa saj lahko ješ krompir. To pa ni enakopravno tretiranje državljanov, to je bolezen. Ljudje niso sami krivi za to, da se jim je zgodila celiakija. To ni, morda bi nekdo poskušal primerjati z vegetarijanstvom, ki je pa vendarle mogoče filozofsko prepričanje, pa modna muha, karkoli že. Ampak za tisto lahko vsak dan prekinemo. Bolnik s celiakijo ne more svoje diete prekiniti, brez da bi to imelo hude posledice za zdravje. In država bi morala razmisliti, da so te hude posledice bistveno dražje, kot pa subvencioniranje oziroma pomoč pri nabavi brezglutenskih izdelkov. Na dolgi rok. Morda razmišljamo preveč na kratek rok, ali pa so drugi razlogi, ampak na dolgi rok je vsekakor potrebno razmišljati o tem, da bolnik s celiakijo, ki je na dieti, se ne razlikuje od zdravega človeka. In za to državo lahko bistveno bolj koristen, če je v službi, dela, plačuje tudi davke, vsaj vsi plačujejo davke, plačuje tudi premijo za zavarovalnico, ki bi vsem nam plačala vsa zdravila, meni aspirin, vam Ospen, mogoče tudi Tamiflu. Za celiakijo pa morda ne bi dali. Zdravega človeka rabimo in bolnik s celiakijo je to lahko. Ali pa naj počakamo, da vsi bolniki s celiakijo nehajo uživati brezglutenske izdelke in bomo kar naenkrat imeli 1% zelo hudo bolnih Slovencev. Mislim, da to nima smisla. Mislim, da je boljše tukaj, kjer imamo možnost vplivati z sekundarno preventivo. Bolezen je že in je ne moremo preprečiti, ampak preprečujemo zaplete, mislim, da je tu smiselno. In jaz verjamem, da država dela korake in razmišlja o tem, treba je pač včasih mogoče malenkost potisniti kakšne stvari naprej z kampanjami, z argumentom. In argument mislim, da tukaj je na strani bolnikov. Pravite, 1% prebivalstva naj bi oboleval za celiakijo. Koliko je potrjenih, diagnosticiranih primerov v Sloveniji? Te številke so zelo težko dosegljive. Jaz vem, koliko je približno članov v Slovenskem društvu za celiakijo, vendar to niso vsi bolniki.
tudi vemo, da je razmerje med tistimi, ki jim bolezen diagnosticiramo, in tistimi, ki se še skrivajo, predvsem temi odraslimi, ko smo v začetku govorili, da imajo netipične znake in še čakajo na svojo diagnozo, kar precejšno. Po nekaterih študijah celo 7:1, torej 7 ljudi niti ne ve, da ima celiakijo. Nekateri pravijo 10 jih ne ve, oziroma 9 jih ne ve, 1 ve. Ampak v društvu se članstvo nenehno povečuje na tedenski ravni. In recimo v Sloveniji bi lahko bilo 20.000 bolnikov s celiakijo. Klinično, torej z celiakijo z težavami, pa da vzamemo, da je od tega torej 1:5, je pa tudi to velika številka. Ne? Nekaj tisoč ljudi ima težave zaradi celiakije. Verjetno pa na dolgi rok vsi, ki imajo celiakijo, tudi tisti skrito, bodo imeli neke težave. Treba jih je najti, treba je razmišljati o tej bolezni in treba jim je pomagati. Treba jih iskati. To so kar precejšnje številke. Slovensko društvo za celiakijo, v kakšni smeri si največ prizadevate? No, jaz moram povedati, da midva sva včasih bila precej aktivna v Slovenskem društvu za celiakijo. Jernej je bil predsednik, jaz pa podpredsednik tam enih 5-6 let. Društvo za celiakijo je bilo ustanovljeno v Mariboru, kaj ne? V Mariboru davnega leta 1988 in recimo tamle kar z lepo tradicijo. Ni bila Slovenija, oziroma takrat še Jugoslavija, zadnja država v Evropi z ustanovljenim društvom za celiakijo, ampak kar ima Slovenija tamle primat proti vrhu. Jaz trenutno nisem več toliko aktiven v društvu, ker pač po svoji službeni funkciji sodelujem z vsemi društvi za celiakijo v vzhodni Evropi. Vendar vem pa, da so naloge Slovenskega društva za celiakijo takšne, da poskuša združevati člane in jih izobraževati. Tukaj so izjemno pomembna strokovna predavanja zdravnikov, ki jih organizirajo v vseh regijah, nato na drugi strani tečaji peke. Kajti po diagnozi je seveda med prvimi nalogami, ki jih celiakaš mora vladati, ali pa mama celiakaša, odvisno pač od starosti, to, kako se pač brezglutenske stvari pripravijo, kako se speče brezglutenski kruh. Na drugi strani je seveda naloga društva tudi informiranje o bolezni preko svoje spletne strani, ki nosi naslov www.društvo-celiakija.si, pa izdaja informativnih zloženk in še bi lahko naštevali v teh 2 letih, odkar nisem več aktivno, se toliko ni spremenilo, tako da lahko trdim, da so to glavne naloge društva, ki pa je, bom rekel, glede na 20 let delovanja bilo in je precej uspešno. Nenazadnje je prav v Mariboru pred manj kot 2 letoma bil organiziran največji strokovni simpozij o celiakiji v organizaciji Slovenskega društva za celiakijo in pa kliničnega centra oddelka za pediatrijo, na katerem se je zbralo kar 350 ljudi iz vse Evrope. In takrat je za mene kot za slovenskega celiakaša pa bil majhen udarec to, da je na ta kongres prišlo več zdravnikov iz Združenih držav Amerike kot pa iz Slovenije. Mislim, da je bilo razmerje tam enih 15-20 Američanov, pa nekje 9 do 10 slovenskih zdravnikov. Da pa se je Maribor uvrstil po organizaciji kongresa med New York in Amsterdam, pa je verjetno tudi svojevrstni dosežek. Ali to pomeni, glede na to, da je Slovensko društvo za celiakijo v Mariboru, da imate kakšne prednosti, tudi če celiakaši obiščete restauracije v Mariboru ali kje drugje v Sloveniji? Verjetno ste omejeni, ne? Maribor je po svoji tradiciji mesto naklonjeno celiakašem. Nenazadnje v Mariboru obstaja takole iz glave vsaj 5 pizzerij, ki vam ponudijo brezglutensko pico, pa dobite tudi kakšne brezglutenske testenine in tako naprej in tako naprej. Vem, da pred 2 letoma, ko sem pripravljal brezglutenski vodič ravno za ta kongres, sem imel ob sebi tudi brezglutenski vodič New Yorka in na drugi strani brezglutenski vodič Maribora. Pa mislim, da sta po številu gostišč in restavracij in pizzerij New York in Maribor takrat pred 2 letoma bila kar izenačena. Pa čeprav je New York, bomo rekli, nekajkrat večji kot Maribor. Gospod Dolinšek, ali je celiakija ozdravljiva bolezen? Ja, to je, temu bi lahko rekli, provokativno vprašanje. Bolnik s celiakijo lahko živi popolnoma normalno življenje oziroma zdravo življenje, če se drži diete. In v takem primeru pravzaprav
je težko reči, da je bolan. Po drugi strani pa v trenutku, ko bo začel uživati normalno hrano, ki vsebuje gluten, bo ponovno zbolel. Torej, dejansko je bolezen, ki pa je dobro obvladljiva. Nikakor pa ni ozdravljiva. Včasih se sliši, da je nekdo imel celiakijo, pa je izzvenela, izginila. Vendar je treba, in temu bi lahko posvetili verjetno celo oddajo, diagnostiki celiakije in pa s tem te diagnostike. Včasih je za diagnozo res potrebno dolgo časa, ker so v zgodnjem otroštvu nekatere druge bolezni tako zelo podobne celiakiji. Mi smatramo, oziroma se po prvih izvidih kaže, da bi lahko šlo za celiakijo, kasneje pa se ugotovi, da vendarle temu ni bilo tako. In potem nekdo laično razmišlja, celiakija je bila in zdaj je ni več. In ta informacija vse prevečkrat gre naprej, češ celiakija pa je lahko ozdravljiva. V vsej strokovni literaturi in v vseh mojih izkušnjah dejansko velja, če je bila celiakija postavljena na podlagi res pravih diagnostičnih meril, kot smo prej povedali, krvnih preiskav in biopsije, ter dodatno še genetskih preiskav, velja, da gre za vseživljenjsko obolenje, ki pa, kot sem rekel, ob ustreznem zdravljenju, ob ustrezni dieti nekako ne vpliva več na kvaliteto življenja in tudi ne na trajanje življenja. Tako da je to, kot sem začetku rekel, provokativno vprašanje. Torej, dokončno se nikakor ne da pozdraviti po medicinski. Ne, da bi nekdo lahko čez nekaj časa užival gluten, če je bilo na prav način diagnosticirano, nikakor ne. Kaj bi svetovali tistim, ki sedaj poslušajo to oddajo, pa niso pomislili na to, da bi imeli morda lahko težave s celiakijo, imajo prebavne motnje, morda bruhanja, napihnjenosti, trebuha, ne vem kaj vse, pa se jim to morda dogaja že več časa. Obiskati zdravnika, še enkrat povedati, ni problem povedati, da so poslušali oddajo, da so brali v časopisu ali da so našli na internetu, kaj pa, če bi lahko bila celiakija. Osebni zdravnik bo takšnega bolnika verjetno napotil k specialistu, gastroenterologu, pa naj bo to pri otrocih pediater ali internist. In potem je, ko enkrat posumimo, lahka pot. Testi niso tako zelo zahtevni. Lahka pot do diagnoze. Seveda potem nastane tisto zdravljenje. Se mi pa zdi, da včasih ljudje se bojimo diagnoze in ne gremo k zdravniku. Sami imamo težave, vemo, da jih imamo, ampak smo nekako pravzaprav celo jezni, da ko prestopimo prag zdravstvene ustanove, od tam bomo odšli z diagnozo. Ampak zakaj bi se bali diagnoze, če težave že imamo? Diagnoza lahko predstavlja samo začetek poti v zdravje. In v tem kontekstu, če ima kdo težave, naj gre do osebnega zdravnika, naj se z njim pogovori o svojih težavah, naj pove, da je poslušal to in da misli, kaj pa, če bi šlo za celiakijo. Testi niso dragi, niso tako zahtevni in osebni zdravnik bo nedvomno prisluhnil. Glede na to, da imamo danes tukaj vodilnega sodelavca podjetja Share, vodilnega evropskega proizvajalca brezglutenskih izdelkov, kot izgleda, celiakaši niste ne vem kako omejeni v raznovrstnosti, v pestrosti prehrane, ki jo lahko drugi uživamo. Mislim, da ne. Recimo v spodobni italijanski apoteki je na voljo vsaj 200 do 300 brezglutenskih izdelkov od različnih vrst kruhov, mok, seveda v Italiji, testenin in tako naprej. Tudi pri nas v bolje založeni prodajalni, mislim, da boste kaj hitro našteli 40 artiklov brezglutenskih raznih proizvajalcev. Tudi kakovost izdelkov se je seveda v zadnjih letih precej popravila in če je res, kot sem prej že na začetku rekel, moj prvi poskus brezglutenskega kruha tamle pred 18 leti bil po pol ure takšen, da sem ga lahko uporabil za frizbi. Potem danes iz brezglutenske moke lahko spečete izdelke, ki so povsem primerljivi običajnim izdelkom, torej pšeničnim izdelkom. In pri brezglutenskih izdelkih je zadeva ta, da so ti varni. Bolj pazljiv je treba biti pri ostalih običajnih prehranskih izdelkih, ki pa jih vsak dan uporabljamo v naši prehrani. Tam pa seveda je potrebno brati deklaracije in še enkrat brati deklaracije. Pa ne le prehranski izdelki, tudi menda kozmetični izdelki vsebujejo gluten. Slišal sem, da ja, sicer nisem veliko uporabnik kozmetike, tako da ste me dobili tukaj malo na levi nogi, vendar takole čist
čisto z glave, mislim, da kakšen kozmetični izdelek, če si ga namažeš na kožo, na drugi strani, ker gre za intoleranco, ki je povezana z tankim črevesom, ne more povzročiti kakšnih težav. Mislim vsaj, da ne. Rekli ste, da v vseh teh trgovskih verigah v Sloveniji so na voljo brezglutenski izdelki. Kje pa so vendarle tisti centri v Sloveniji, kje je največja izbira, kje je možno tem celiakašem, da dobijo ali najdejo največji izbor teh živil raznovrstnih? Lahko rečemo večja mesta, kot Maribor, Ljubljana. Če smemo omeniti ime trgovske verige, lahko rečem, da verjetno mesto z največjo brezglutensko izbiro v Sloveniji je ljubljanski Maxi Market in pa Mercator Center v Šiški. Po mojih izkušnjah tam police, ki so napolnjene z brezglutenskimi izdelki, so res takšne, da se lahko ti dve trgovini postavita ob bok katerikoli trgovini z izborom v tujini. Sicer pa v vašem društvu za celiakijo Slovenije verjetno tudi radi postrežete z odgovori komurkoli, ki vas pokliče ali vas poišče. Vidim, da ste nam prinesli tudi knjižico Vprašanja in odgovori o celiakiji. Da, to je knjižica našega podjetja, kajti v okviru našega podjetja deluje posebno oddelek, ki se ukvarja z dvigovanjem zavesti o celiakiji v vsej Evropi, s poudarkom na vzhodni Evropi, kar pomeni, da poskušamo v vseh nacionalnih jezikih urediti informacije o celiakiji, tako o diagnozi kot na to, o tem, kaj lahko jemo in kaj ne smemo. V slovenskem jeziku je takšna knjižica na voljo vsaj že 8 do 9 let. Mislim pa, da jih imamo več kot 20 jezikih trenutno na voljo te knjižice in brošure. Na drugi strani tudi Slovensko društvo za celiakijo, ki ima sedež v Mariboru, izdaja podobne knjižice z vsebino o celiakiji. Vidim, da imate pri sebi tudi enega izmed teh letakov, ki je bil izdelan pred nekaj leti in ki na en zelo kratek način pove, kaj je celiakija in hkrati navede tiste kontakte društva in podružnic, ki so seveda novo diagnosticiramo še kako v pomoč. Še enkrat jaz mislim, veliko celiakašev ni članov društva. Zato, ker po diagnozi rečejo, ok, v redu, bom šel, zamenjal brezglutenske izdelke, torej navadne izdelke z brezglutenskimi izdelkami in nočem biti član društva, ker potem se deklariram ali ne vem kaj, dobim etiketo, da sem bolnik, če sem član društva. Ampak takšno razmišljanje je napačno, kajti ravno v društvu lahko dobim tiste informacije za mojo boljšo dieto, do katerih se ne morem prikopati sam, ali pa se ne morem prikopati zgolj z uporabo interneta. Na internetu je veliko spletnih strani, ki ponujajo veliko informacij, od izjemno koristnih, da se razumemo, pa tudi do takšnih spletnih strani, kjer najdemo kakšno veliko neumnost. In na drugi strani društvo ali pa tudi, ne vem, naša spletna stran kot našega podjetja, pa seveda ponuja tiste informacije, za katere pa se lahko zanesemo, da so preverjene, kajti recimo pri brošurah, ki jih izdeluje društvo, sodelujejo vodilni slovenski strokovnjaki s področja celiakije in dajo svoj pečat in svoj podpis oziroma svoj žegen takšni brošuri, preden ta gre v eter in v veter. Spoštovana gosta, upam, da smo danes vsaj malo pomagali pri ozaveščanju o tej bolezni, celiakiji. Hvala lepa za vajin obisk v našem studiu, gospod dr. Jernej Dolinšek, asistent v.d. predstojnika kliničnega oddelka za pediatrijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in celiakaš ter projektni vodja pri podjetju Share za vzhodno Evropo, Tadej Ornik. Hvala lepa. Hvala za povabilo.